Ladies and gentlemen. Mulci! Živijo, zopet je teden naokoli in zopet smo z vami mulci. Bato, kdo je danes naš posebni gost? Naš posebni gost je danes Tim Kevin Ravnjak, saj ga si poznate, tako da torej border osvojuje 8. mesto na olimpijskih igrah, torej čestitke še enkrat Tim, Kevin. Torej, kako si kaj danes? Jaz sem super. V bistvu je bil za mano, kar je bilo napornih 14 dni. Zdaj sem se vrnil nazaj domov in moram reči, da sem vesel, da sem tu. Mulci! Torej, Tim Kevin, katero osnovno šolo si obiskoval? Jaz sem obiskoval osnovno šolo Antona Aškerca. Kako pa bi se sedaj ocenil kot osnovnošolca? Si bil delaven, si se rad družil s prijatelji, si rad obiskoval šolo? Bom rekel, definitivno sem rad obiskoval šolo zaradi zelo dobrih sošolcev. V bistvu sem bil kar priden, no? Tu pa tam smo ga z enom mojemu najboljšemu prijatelju malo, bom rekel, osrala. Ampak v bistvu je bilo vse v mejah normale in moram reči, da se rad spominjam na osnovnošolska leta. Kaj pa, Tim, a si mogoče imel v osnovni šoli kakšne posebne hobije, poleg bordanja, mogoče? Ja, v bistvu jaz sem zelo zgodaj začel z skejtanjem. V bistvu pri 4 letih sem že dobil prvi skejt in sem se pol še nekako na kolenih poganjal po Titovem trgu. Pol sem nekako prišel na to, da sem odšraufal podvozje skejta, pa sem pa hiter prešal to na bordanje. Tako da so bili v bistvu tvoji prvi koraki v svet bordanja na skejtu. Tako je. No, sedaj pa nas zanima, katero šolo pa obiskuješ sedaj? Ja, obiskujem športno gimnazijo Velenje. In kako pa ti je všeč tukaj na ŠCV? Super je v bistvu. Celotno ŠCV mislim, da je zelo dober. Vsi profesorji so zelo dobri in moram reči, da se imam zelo lepo v takem okolju. Super, super. Po vsej verjetnosti te velikokrat ni v šoli zaradi raznih treningov in ostalih obveznosti. Povej nam malo o tem, kako usklajuješ šolo z ostalimi obveznostmi. Je zelo težko? Ja, res je, v bistvu moja sezona je kar dolga in težko najdem čas za šolo, vendar se zavedam, da je šolanje zelo pomembno. V bistvu na koncu sezone se definitivno maksimalno skoncentriram na šolanje in poskušam opraviti kar se da veliko in kar se da kvalitetno. Tudi ocene so mi zelo pomembne in zaenkrat v bistvu gre to usklajevanje, čeprav je težko. No. Sedaj si 2. letnik, kaj ne? Res je. Pa vseeno že kaj razmišljaš, kako naprej, kakšni so tvoji načrti? Trenutni načrti bom rekel, da so usmerjeni 100% v deskanje na snegu. Bom rekel, kar se tiče šolanja, še nimam nekih ciljev nadaljnih. Bomo videli, no, zaenkrat mi gre kar počasi šolanje, ampak kot sem že prej omenil, bi rad res imel dobre ocene, ne samo v bistvu prišel iz letnika v letnik. Mulci! Si morda kdaj tudi smučal oziroma še smučaš? Ja, smučal sem po mojem od 4. pa tam nekje do 6. leta pa pol. Pa me je pa oče presenetil za v bistvu božične praznike in mi je kupil bord, tako da od takrat naprej pa moram reči, da nisem stopil več na smuči. Tako da te je neke vrste oče navdušil za bordanje oziroma ti neke vrste podal pot v ta bordarski svet? Definitivno gre zahvala njemu. Kdaj pa si se prvič srečal z bordanjem? Prvič sem se z bordanjem srečal v bistvu v Nasfeldu. Bili smo na zimskih počitnicah družinskih in sem tam v bistvu opazoval ostale borderje in se mi je zdelo to nekako cool in sem rekel, da bi probal, no. Nekako me je oče vzel resno za besedo in kot sem že omenil, me je presenetil z bordom. Kaj pa, ali ti je že od samega začetka v interesu halfpipe oziroma snežni žleb? Na začetku sem se preizkusil v disciplini border cross, to so bili moje začetki. Nekako se tam nisem našel oziroma mi ni dalo ne vem kakega adrenalina in sem potem kar hiter šel na disciplino snežni žleb in pa slopestyle. Kdaj pa si pričel trenirati tako bolj na profesionalnem nivoju? Moj prvi reprezentančni trening je bil pri 8 letih. Še dobro se spominjam, da smo šli v Francijo, v Les Alpes.
To je bil res en tak nepozaben trening, no. Zelo se mi je zdelo cool, da sem bil med samimi starejšimi in to mi bo definitivno ostalo v spominu za celo življenje. Skozi leta si se po vsej verjetnosti udeležil veliko tekmovanj, jih lahko nekaj izpostaviš? Ja, v bistvu zadnje par sezon tekmujem na svetovnem mladinskem prvenstvu, na mladinskih olimpijskih igrah, potem so tu svetovni pokali in pa turneja TTR, tekmujem na tekmah, ki so rangirane zvezdice od 5 pa do 6. Kaj storiš, ko imaš zvrhan koš obveznosti, šola, treningi in po vrhu še slab dan? Kako se motiviraš? Od kje črpaš voljo? Tako bom rekel, včasih je težko, no? Ampak zmeri v bistvu mi daje motivacijo prijatelji in pa družina, ki me na vsakem koraku podpira, tako da moram se njim zahvaliti in pa seveda oboževalcem. No? Oboževalkam. Kakšni pa so tvoji največji uspehi v karieri? Bil sem v bistvu 3 leta zapored na stopničkah svetovnega mladinskega prvenstva, bil sem 2-krat drugi in 1-krat svetovni mladinski prvak, drugo mesto na olimpijskih igrah mladih in pa bom rekel, najbolj ponosen sem na ta zadnji rezultat na olimpijskih igrah. No, tudi mi ti še enkrat v etru sedaj uradno čestitamo za ta rezultat, za res izjemno si opravil. No, sedaj nas pa zanima ravno v povezavi s tem, ali si boš po olimpijskih igrah vzel premor ali boš še naprej delal s polno paro. Bom rekel, čaka me še mesec pa pol oziroma 2 kar napornega dela. Imam še eno zelo pomembno tekmo in pa potem še obveznosti do ostalih sponzorjev, kot so slikanja in snemanja. Tako da naslednji mesec pa pol bo še kar trdo delo, pol pa čas za šolo in pa za sprostitev. Kakšni so tvoji cilji in kje bomo zate še lahko navijali? Ja, cilji so v bistvu biti čim bolj uspešen v naslednjih sezonah, biti brez poškodb, skratka nadaljevati to, kar delam in upam, da se bo vse poklopilo. No. Imaš tudi življenjski moto? Ja, življenjski moto moj se glasi nekako tako, v bistvu, da dosežeš nekaj, kar še nisi, moraš narediti nekaj, kar še nisi nikoli naredil. Mulci! No, Tim, pa da te takole vprašam, koliko moraš trenirati, da dosežeš tako odličen rezultat, kot si ga ti dosegel na olimpijskih igrah, torej 8. mestu? Ja, v bistvu je to nek, kako bom rekel, življenjski projekt, no, že od samega začetka sem delal za ta cilj, veliko ljudi je stalo za mano, veliko enih odrekanj, veliko ene podpore staršev, tako da je tak nek mozaik, no, veliko enih malih delčkov, ko jih je treba sestaviti, da se ta cilj pol uresniči, tako da jaz sem vesel, da se je to uresničilo, zdaj pa grem novim ciljem nasproti. Super, tako je tudi prav. No, kako pa se ti je uspelo uvrstiti na olimpijske igre? Si veliko proslavljal, ko si izvedel za 8. mesto, verjetno ja, ne? Ja, v bistvu norma, oziroma delanje norme je bilo že v bistvu leto pa pol pred olimpijskimi igrami. Na svetovnih pokalih sem mogel doseči 2-krat med 16-terico, to mi je uspelo celo večkrat, tako da moram reči, da tisti je bil ena olajšava, no, ko sem izpolnil normo in ena osebna potrditev. Proslavljanje je bilo v bistvu zelo malo, ker sem vedel, da me najtežja preizkušnja še čaka. To so seveda bile olimpijske igre, tako da zdaj pa v bistvu proslavljam na mal večji način, no, z družino in prijatelji. Kdaj pa si odpotoval v Soči? V Soči sem odpotoval 3. in se vrnil nazaj 11. februarja. Je bilo potovanje zanimivo? Potovanje je bilo zelo zanimivo, sploh na poti nazaj. Zaradi megle na ljubljanskem letališču smo mogli pristati v Trstu, dotočiti gorivo in se na to odpraviti čez par ur nazaj v Ljubljano. Kako pa je zate potekal dan na olimpijskih igrah? V bistvu dni je bilo malo več, zdaj če bom omenil te dneve treningov in pa tekme, definitivno sem bil pod velikim pritiskom, bilo je veliko medijske izpostavljenosti, veliko enih treningov,
Skratka, drugače pa povsem običajno. No. V bistvu zjutraj smo se zbudili, pojedli, se pripravili na tekmo in na to naredili to, kar delamo najbolj, se pravi tekmujemo. Kako pa si doživljal otvoritveno slovesnost? Nam, ko smo spremljali to iz televizijskih zaslonov, se je zdela prav veličastna in me prav zanima, kako je vse potekalo. Ja, to je v bistvu bil moj celo najljubši del celih olimpijskih iger. Definitivno nekaj takega, kar človek doživi enkrat v življenju. In moram reči, da je bilo res, kot si rekla, veličastno. Neizmerno sem užival, občutil sem občutek sreče, ponosa in z veseljem se spominjam nazaj tega dogodka. No, kaj pa se ti je najbolj vtisnilo v spomin, če gledamo iz celotnih olimpijskih iger? Bom rekel ta dan tekme, vse se je poklopilo, že uvrstitev iz kvalifikacij v polfinale mi je veliko pomenila, potem je prišla še uvrstitev v finale, kar sem bil pa neizmerno vesel. In moram se zahvaliti staršama, da sta bila tam zraven mene v Sočiju in me podpirala. Brez njiju mi definitivno ne bi uspelo biti tukaj, ko sem. Si morda uspel gledati še kaj zanimivega v Sočiju in poleg treningov in seveda tekme morda še? Ja, obiskal sem v bistvu še spodnjo vas, tam ko so hokejisti. Moram reči, da je bila njihova vas po mojemu mnenju malo lepša, vse je bilo malo bolj urejeno. Drugač pa mi je bila celotna izkušnja oziroma vse tam v Sočiju zelo lepo, užival sem, spoznaval nove ljudi in sem imel res, res lepo. Ste si lahko ogledali tudi tekmovanje iz drugih disciplin? Ja, ogledal sem si kar nekaj tekem, nažalost pa sem spustil svojo najljubšo in to je igro hokejistov slovenskih, ampak sem navijal pred domačimi zasloni. Kdaj pa si se vrnil nazaj v Slovenijo? V Slovenijo sem se vrnil pred parimi dnevi, v bistvu zdaj pa tukaj doma sam počivam, opravljam nekaj kondicijskih treningov in se pripravljam na naslednjo tekmo. No, Tim, ali ste doma zelo proslavili tvoj uspeh na olimpijskih igrah? Verjetno morajo biti tvoji starši zelo ponosni na tebe, glede na tvoj rezultat. Ja, v ožjem krogu oziroma starši smo že proslavili, zdaj čakam, da naberem skupaj še ostale sorodnike in da gremo na kakšno lepo večerjo in skupaj proslavimo in se pogovorimo o tem. Sedaj, ko je tvoje ime še bolj razpoznavno zaradi ravno teh letošnjih olimpijskih iger, ti po vsej verjetnosti ne primanjkuje oboževalk. Morda imaš celo kakšno tukaj med mulci, Bato, si to ti napisal. Ja, res je, Jano, ali nisi oboževalka? Ja. Ja, upam, da se je kakšna več najdla, Skratka, vsem sem hvaležen za podporo oboževalkam in oboževalcem. Upam, da me boste podpirali še naprej, Jaz bom delal za to, da bom za vas napravil en šov, Ladies and gentlemen, mulci.